Eden takih, eden velikih je nedvomno tudi odvetnik, kulturnik in filmar Karol Grossmann, človek vizije. In prav zaradi pomembnosti vizije, te dan danes precej pogrešene vrline, smo se odločili postaviti mu znamenje, spominsko ploščo in ne le v spomin na pomembnost njegove osebe, to obeležje naj bo predvsem v opomin, tako nam kot tistim, ki bodo tukaj bivali za nami. Spomnim se še kot mlad fant, da je vedno bilo govora o Grossmannu. Vendar nekako ni bil v ospredju naše pozornosti. V naslednjih 10 letih ga je skupina zagnanih mladih navdušencev postavila v naše misli. In Prlečke in Prleki smo ga ponovno oživeli z besedami in dejanji. Čast in zadovoljstvo mi je, da ob naboru številnih eminenc in strokovnjakov z področja filmske umetnosti, zgodovine filma in poznavanja življenja ter dela dr. Karola Grossmanna imam možnost pregovoriti na tej slovesnosti spomin in čast pionirja slovenskega filma dr. Karola Grossmanna. Zakaj ta uvod? Kot zgodovinar se ne bom spuščal v umetniške prvine Grossmannovega filmskega in fotografskega ustvarjanja, ampak bom njegovo življenje in delo skušal drobno pookviriti v zgodovinski prostor in čas. Hkrati sem počaščen, da lahko namenim nekaj besed velikemu rojaku, ki je gulil osnovnošolske klopi v isti zgradbi kot jaz, vendar z nekaj več kot 100-letnim časovnim zamikom. Lansko leto sem sodeloval pri snemanju dokumentarnega filma z naslovom Prleške Atene, v katerem so predstavljeni možje rojeni v današnji občini Sveti Jurij v Piščalnici, ki so svojim delom pomembno soustvarjali zgodovino slovenskega naroda. Poleg imen Koloman Kvas, Jakob in Franc Košar, Davorin Trstenjak, Fran Ilešič, Anton Korošec, Ino Vuk Starogorski, Edvard Valkotič, Edvard Kocbek, Bratko Kret, Vekoslav Grmič, je predstavljen tudi dr. Karol Grossmann.